Torej, lahko vodoma poveste, kakšen je namen vašega obiska v Prekmurju? Nova Slovenija, torej poslanci Nove Slovenije in vodstvo Nove Slovenije organiziramo na mesečni ravni tako imenovane regijske obiske. Izjemno sem kot Prekmurec počaščen, da je včeraj začela poslanska skupina svoj obisk v Prekmurju in ga nadaljuje danes. Namen je, da se srečamo z gospodarskimi subjekti, da se srečamo z ljudmi, da se srečamo z župani, ravno kar teče delovno kosilo s prekmurskimi župani. Izjemno sem vesel, da je v 19 prekmurskih občin ima tukaj na tem delovnem kosilu kar 15 občin svoje predstavnike. Nikoli še nisem uspel gostiti tako velikega števila županov na enem mestu. Namen je ta, da dejansko slišimo ljudi, kaj so problemi, kaj so izzivi, s katerimi se ukvarja gospodarstvo, kmetijstvo, socialni zavodi, javni zavodi, bolnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše in tako naprej. In kot predstavniki zakonodajne veje oblasti mi moramo ljudi slišati, moramo poslušati, da potem to, kar ljudje potrebujejo, da to potem implementiramo tudi v naših zakonodajnih postopkih. Včeraj ste si ogledali tudi 3 goričke občine, kjer je neurje pustilo veliko škodo. Kakšno je stanje na terenu? Stanje je takšno, da se ti para srce. Se opravičujem, da sem zdaj malo čustven. Ko pogledaš po poljih, mi, ki smo korenine pognali na kmetijah, najprej polja pogledamo in vidimo, da praktično teh njivskih kultur ni, ki so pomendrane. Potem pogledamo domove ljudi, ti so dobesedno izgubili streho nad glavo, se praktično vi ne najdete strehe v občini Gornji Petrovci, v občini Hodoš, v občini Šalovci, ki ne bi spuščala. In kar smo kritični, pa ne razumeti zdaj, da smo nergači, ker smo trenutno v poziciji, kritični smo, da do današnjega dne še nobenega člana slovenske vlade ni bilo na Goričko. Tu smo pa res kritični, zato bomo mi, se že dogovarjamo znotraj poslanske skupine, da bomo pripravili gradivo, predlagali sklice ustreznih odborov, parlamentarnih odborov, povabili tudi ljudi, povabili župane iz teh prizadetih goričkih občin, ker bodo povedali, kaj pravzaprav ljudje od države pričakujejo. To, kar nam vlada na nek način slika na vladnih portalih, da lahko vsakdo dobi toliko in toliko enkratne denarne socialne pomoči, to je sicer fajn. V realnosti pa to ne funkcionira, zaradi tega, ker tam nikjer ne piše, da so cenzusi tukaj zelo pomembni. In mi smo včeraj z župani debatirali in vemo, da tisti, ki ima pravzaprav celo streho stolčeno od toče, pa da je pa v službi, pa morda še otroci dobivajo štipendijo, da bo ta dobil mogoče 300-400 evrov. Glejte, oprostite, to ni nič. To ni nobena pomoč države in to ni socialna država, ki pa je zapisana v 2. členu slovenske ustave. Gospa Vida, vi ste predsednica odbora za kmetijstvo. Kakšna je škoda na kmetijskih površinah in kakšno pomoč lahko država zagotovi kmetom? Glejte, jaz se včeraj nisem mogla obiska na terenu udeležiti, ker sem imela že prej dogovorjen pogovor z ljudmi, ki so tudi kmetje, zato smo se razdelili in je šel Jože in ostali kolegi namesto mene na teren. Ampak najprej bi rada izrazila začudenje in razočaranje nad celotno vlado, posebno pa nad ministrico za kmetijstvo, da ni nemudoma se usela v avto in se odpeljala na teren pogledati to, kar smo slišali in kar sem danes slišala od županov, da je dejansko vse stolčeno. Oziroma, eden od županov je rekel, kako bomo letos pobrali pridelek. Lahko, kjer ga ne bo. To se pravi, srce boli, tako kot je rekel moj kolega. Absolutno lahko država pomaga na veliko načinov. Vsekakor bi lahko najprej sem prišli in videli, kakšna je škoda. Škodo je treba najprej oceniti, potem se pa sprožijo mehanizmi. Odvisno, koliko škode dejansko je. Vendar na pamet je težko govoriti in obljubljati. Jaz se ne pišem golob, se spomnite, kako je bilo.
po poplavah, naslednji dan je že vse vedel in obljubljal, še zdaj ni nič narejeno. Se pravi, bojim se, da bo tudi zdaj tako. Se pravi, država ima veliko socialnih mehanizmov, veliko tudi, da sproži denar iz državne rezerve, zato je pa dejansko potrebno priti na teren, hitro oceniti škodo, kajti mi zdaj govorimo o hrani. Na eni strani, na drugi strani o strehi nad glavo, ampak jaz bom ostala pri hrani. Se pravi, ljudi ne smemo pustiti v obupu, da ne rečem lačnih. In glejte, če ljudje že zase grejo kupiti v trgovino za njihovo živino, ki jo pa dejansko imajo doma in gre v prehransko verigo, pa bo zmanjkalo hrane. Zato bo treba zelo, zelo hitro sprožiti mehanizme, morda celo rezerve, krme. Vse to država ima, vendar samo se ne bo storilo nič. In to se ravno zdaj tukaj kaže, da govorimo o vladi, ki živi v svojem sporednem svetu. Veste, danes je tudi eden od županov rekel, nas ne zanima, kako se Robert Golob zabava in s kom se zabava. Nas zanima, kaj bojo oni naredili za ljudi. Zato pričakujem, da bomo res kot Nova Slovenija, ki vas močno podpiramo, sprožili mi predloge in debate znotraj Državnega zbora, da bo to slišala tudi vlada in da se bo odzvala. Ampak prvo, kar pričakujemo od njih, je, da pridejo na teren, tako kot smo prišli mi. Hvala. Govorili ste tudi z gospodarstveniki, domnevam že s predstavniki zavodov, kaj pa ta plat, kakšne so ugotovitve? Kar se tiče gospodarstva, govorimo seveda o poslovnem okolju, govorimo o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vsi vemo, da na področju konkurenčnosti korporacije med seboj tekmujejo. V zadnjem času, sploh ko gre za velike geopolitične premike, pa med seboj na področju konkurenčnosti tekmujejo tudi države. Ker države so tiste, ki sprejemajo davčno zakonodajo, so tiste, ki nekatere imajo večje, nekatere manjše birokratske ovire za razvoj podjetništva. In vse to smo danes slišali. Slišali smo zaskrbljenost gospodarstvenikov. Nekako se ne morejo sprijazniti z napotitvijo oziroma z nasvetom gospoda predsednika vlade, ki je nedavno nazaj na forumu Slovenske obrti povedal, da naj kar slovenski podjetniki optimirajo svoje poslovanje v tujini, konkretno na Hrvaškem. Veste, to pomeni direktno povedano izgon slovenskih gospodarstvenikov iz Slovenije. Ja, saj bodo šli in gredo in so že šli na Hrvaško. In kaj to pomeni? Da tam plačujejo davke, ne? In to ni dobro za našo državo. Mi želimo, da tu plačujejo davke, ki pa seveda morajo biti razumni. Druga stvar, ker druga skupina je obiskovala domove za starejših, gremo še naprej v Lendavo, dom starejših Lendava, ki ima zdaj pred seboj kar nekaj pomembnih investicij v infrastrukturo. Smo izjemno veseli, da to delo, ki ga je na nek način zasejal naš minister Janez Cigler Kralj, da to zdaj postaja meso. In tam pa se seveda soočamo, enako tudi župani, nam to povedo, s problemom dolgotrajne oskrbe. Uveljavitev zakona, ne? Uveljavitev zakona, mi vsi bomo začeli kmalu plačevati prispevke za to. Pravzaprav bomo plačevali nekaj vnaprej. To ni dobro, da nekaj vnaprej plačaš, saj veste, na kaj mislim, to ni dobro, ne? Mi moramo plačevati storitev, ko je ta opravljena, ali pa vsaj, ko je uvedena. Ampak imajo težave, ni navodil tako pri domovih za starejše, ki so institucije za to poklicane, tudi občine nimajo navodil. In to so ključna sporočila, ki smo jih danes dobili strani gospodarstva. Tu seveda dodajam ne samo davčni primež, ampak tudi birokratski pekel. Na drugi strani pa dolgotrajna oskrba, ki postavlja vsak dan nove in nove vprašaje. Seveda pa smo zdaj tukaj z župani odprli ključne infrastrukturne projekte za Prekmurje, posebej Prekmurje. Nikakor ne morejo ti projekti shoditi. Pripravljeni so bili že pred 3-4 leti, recimo Mursko-Soboška obvoznica, namakanje Prleških polj in Prekmurskih polj z vodo iz reke Mure, nikakor ne gre.
izgradnja nasipov nikakor ne gre enostavno bomo mi v naši opozicijski vlogi očitno morali biti bolj glasni, pritisniti na vlado. Moja izkušnja kaže, da takrat, ko se bližajo volitve, so vse vlade malo bolj mehke, malo bolj poslušajo in to, kar mi govorimo, je v bistvu glas ljudi. Ne? In upamo, da se bo kaj premaknilo in ti obiski, to, kar smo danes slišali od ljudi, to nam daje nove energije, novih motivacij, da bomo svojo opozicijsko vlogo, vlogo predstavništva ljudi, da bomo še bolj odločno tudi izvajali. Hvala lepa. Tudi vam hvala. Lahko še jaz eno za gospoda Seveda. Horvata. Seveda. Malo prej sem se pogovarjal s kolegom Vrtovcem, ne, in tudi vprašanje naneslo na vašo kariero nadaljno. Vemo, da na zadnje ste nekako pristali še en mandat kandidirati. Zdaj, kako kaže? Glejte, vam kar povem, jaz sem mojim kolegom najprej, ker je dobro, da to znotraj politične linije, politične družine poveš, seveda, čist najprej sem to skomuniciral doma v lastni moji družini, ker če tam nimaš podpore, potem veš, da ne moreš uspeti. Ampak kakorkoli že, nekako, ko ugotavljaš, kakšen je tvoj MŠO, ne, jaz ga že dolgo poznam, potem je odločitev zelo lahka in racionalna in ta pa je v tej smeri, da je treba dati mesto mlajšim energijam, mlajšim ljudem, ti imajo fantastična znanja, neverjetna znanja in če pravimo, da na mladih svet stoji, ja, to drži, samo moramo jim ta svet dati v roke. No, kolegi še upajo, da si boste premislili. Se veste, enkrat je treba zgodbo zaključiti in vse bom delal na tem, da dobi Prekmurje, bom rekel, dobrega svojega predstavnika v slovenskem parlamentu, ki bo znal zagovarjati naše interese, interese periferne regije in upam, da se nikoli več to ne bo ponovilo, da se danes res čutimo odrinjene, res zelo, zelo daleč od Ljubljane, bolj točno daleč od Gregorčičeve, kjer ima vlada svoj sedež in da se nikoli več ne bo zgodilo, da bi 3 leta zapored statistična regija Pomurje dobila po glavi prebivalca iz naslova državnega proračuna z naskokom najmanj denarja. Tu se mi para srce, res. Mi v državne blagajne iz Pomurja prispevamo zdaj že blizu 1 milijarde, podatki bodo bolj točni, ko bodo zaključni računi res narejeni za lansko leto, potem jim bom tudi javno postregel z njimi. In da pa nazaj dobimo praktično drobtinice, to pa je res mačehovski odnos Ljubljane do periferije. Pa vas je rekordno veliko poslancev v Pomurju. Ja, tokrat res. Nekateri tudi moji kolegi, vse veste, da se pogovarjamo ne samo v dvorani Državnega zbora, tudi na hodnikih. Zdaj, ko smo manj kot leto pred volitvami ugotavljali, da smo pomurski poslanci premalo naredili za Pomurje. To nekateri koalicijski poslanci ugotavljajo, mislim, da je žal že prepozno, oziroma da se še nekaj iztisniti. Hvala tudi vam, da ste nas obiskali. Hvala lepa.